Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. V Art Kino Odeon v Izoli smo obiskali projekcijo celovečernega dokumentarnega filma Praslovan režiserja Slobodana Maksimoviča, ki pripoveduje zgodbo o mladosti Zorana Predina v delavskem Mariboru, neizmerni slavi in priljubljenosti, ki jo je v Jugoslaviji dosegel skupino Lačni Franc, ter njegovi žlahtni solistični karieri s številnimi uspešnicami, ki so postale klasike naše popularne glasbe. Projekciji je sledil pogovor s filmsko ekipo. Najprej pa si poglejmo napovednik filma. Moja teorija hoće dokazati da je Zoran Predin zamijenjen u rodilištu. Pravi Zoran Predin živi u Živinicama kraj Tuzle, a pravi Nusret je zapravo Zoran Predin, Bosanac, Balkanac, Praslovan i zapravo funkcionira kao potpuna greška u sistemu. Zoka, to je on. Pusti ti ovoga Dežulovića, njegove priče. Ja mu ništa ne vjerujem. Kao prvo je antizvijezda. Autentičan. Pristojan. Čisto kad ništajac, ne? Ja volim da pričam sve najgore ovim kolegama svojim. Čuda. Jedan izuzetan, sjajan umjetnik. Super tip, danes je tudi super tip, ne? Zelo počasi interpretira. Spor je kao sugovornik, ali na šaci je brz. Zoran me pa najprej zadev s besedilom, s Praslovanom. To je moj stih koji mi je on ukrao prevremena. Dolg časa nisam razumel pol tekstov njegovih, ne. To je zvučalo ko Stranglersi otprilike. To je baš onako bilo Svetskova naša. Niko nema karijeru od 40 godina sa 40 objavljenih long play ploča ili albuma. I da je jedan od retkih da je i dan danas umetnik na prostorima svih novonastalih država. Druge barve veter će si na svoj strani vida. Bil sem že opozorjen prej, da nekaj ne štima. Pač Zoran... To je tebe Praslavan, plava ti uči. Odkdaj, kako je tlela ta ideja za film in kako se vse skupaj začelo? Dolgo, evo. Jaz sem potreboval nekoga, ki bi lahko zgodbo povedal tudi z to jugoslovansko komponento. In potem sem se spomnil na Slobodana, ki je rekel takoj velja. Jaz sem potreboval nekoga, ki bo imel dobro zgodbo in uspešno kariero in sem poklical Zorana in rekel ja. Jaz sem bil pa zihar pri kosilu, pa nisem več potreboval. Pa ta gospod tukaj leje pa rekel, pa dajmo mi narediti dokumentarco temu gospodu tukaj na desni. Glavno ni bilo nič misterioznega. En kup dobre volje, se pravi, ta neke sorodne duše, ko se najdemo, potem verjetno nikjer ni nobenih posebnih težav. Pač ta osnovni kriterij, da ne bomo delali samo zgodbe o moji karijeri, ampak tudi v enem času in to je tudi v Slobodanu super ratalo. Kako bi rekel, največja odlika tega filma je, da se jaz nisem vmešaval v režijo. To se na filmu vidi, zato je tako dober. Tako da... Kje pa ste se vmešaval? Mislim, da, ne vem, dvakrat, da sem nekaj pojavljal v fazi montaže, drugače pa ne, definitivno. Slobodan se je podpisal pod ta film, on je oče tega filma
Zdaj se nekaj pričakuje, da bi jaz rekel, da sem jaz mama tega. Jaz se dovolila, da bo uporabljala drugačne. Jaz sem najprej rekel, da sem blago, pa da imam krojački, iz tega sešil eno lepo srajčico. Bolje hotel biti zlatar, pa sem jaz bil zlato, pa je ona bil verižico, da so tudi napisali nekaj. Zdaj si moram razmisliti nekaj novega, da sem jaz mogoče Borovnica. Borovnica, ja, on je pa iz tega naredil borovničevec. Gospod Maksimovič, kako pa ste bilo, kako ste se pripravili na kar obsežen projekt, kako bi rekel, gospod Predin, ni samo on, je cela neka doba, oziroma več doba. Šel sem na Triglave enkrat, to je bil pogoj, Zoran mi je rekel, moraš biti na Triglave, razumeš zgodbo in smučal sem po Pohorju, tako da to so te primarne priprave, ja, ne, hecam se. Mislim, Zoran mi je ogromno pomagal, moram priznati, je prinesel neke črtice po dekadah, kar se je njemu zdelo najbolj pomembno v njegovi karieri, iz te profesionalne plati. Njegova mama je ogromno pomagala, tudi ker je zbrala vse te novinske članke, ki so izhajali v 80-ih letih in smo imeli tak enem fotoalbumu, da dobimo neke informacije o tem, kaj se je dogajalo, koliko je bil zanimiv ta čas, pa te neke top liste glasbe in tako naprej. In DVD kasete mi je prinesel, DVD. Tako da vedel sem, da se moram zakopati v arhiv, da poiščem ves ta slikovni material, ker nisem hotel, da bo to ratala ena, ne vem, en televizijski film ali pa podcast ali pa, ne vem, TV intervju z vsemi atraktivnimi sogovorniki, ampak sem si želel, da to izgleda kot film, ki ga boste z veseljem ogledali v kinu in upam, da ste si ga in da pokažemo nekaj več. In moram priznati, da tudi jaz na začetku sem imel dilemo, a bo prišlo kaj zanimivega iz tega, a dobimo kaj, zdaj pa vidim, da je prišlo ogromno zanimivega in najbolj sem vesel, ko mi pridejo ljudje in rečejo, tega pa nismo vedeli o Zoranu Predinu. Mislim, da nam je ratalo. Čestitke. Bi pa vprašal, koliko pa je trajala cela ta zgodba, koliko časa ste rabili za nabrati posnetek? Ja, mi pa z Zoranom sva se najdla leta 2019 in sem jaz že vzel mobitel v roke in sem začel snemati neke stvari, da jih imamo, neke predstavitve, koncerte in tako naprej. Potem seveda z Juretom, pol je pa te variante zbira denar za vsa ta potovanja. Snemali smo in v Beogradu, in v Splitu, in v Zagrebu, Bosni, Mariboru. Na koncu je zmanjkalo denarja, da pridemo v Izolo, pa smo imeli Ljubljano. Res je tako pravda. Tako da trajalo, 5 let je trajalo ta produkcija našega filma. Jaz sem prebil potem 7 mesecev v montaži, 1 mesec postprodukcije, tako da ja, kar obsežna stvar. V arhivu sem bil na TV Slovenija, mislim, da je 10 dni, 7 do 10 dni. Ampak ja, ni mi žal niti enega trenutka, ker mislim, da je vredna ta zgodba Zorana Predina, ne samo zato, ker je on takšen kot je, ampak je vredna za vse tiste ljudi, ki bodo videli ta film, da vidijo, koliko je pomembno to, koliko je pomembna kultura, koliko so pomembne njegova stališča, koliko so pomembne, koliko je to vplivalo na generacije, koliko ljudje imajo radi poslušajo, zdaj pa tudi razumejo marsikateri tekst, ki ga prej verjetno niso. Hvala. Vi ste še producenta Loto, kako se je bilo priklopiti na ta projekt? Iz vidika financiranja prej omenil malce težave, dolžina, trajanje vsega projekta. In kako so vas prepričali sploh to? Vse ne vem, če mogo kaj me pripričevati. Mi smo s Slobotom želeli tak ključni projekt prej, kar nekaj let prej. In se je tudi tako odvil, ko se ljudje dobijo na kupu, pa začnejo nekaj delati. In po, kaj prišlo s to idejo, ni bilo sploh, a bomo, a ne bomo. Se pa šlo, začneš delati, pa smo začeli kar okolo se voziti, pa raziskovati. Pa že kar nekaj smo pa sneli. Pa smo pa počasi še denar, pa finančna sredstva uspeli nabrati, da smo skupaj uspeli sestaviti moj kar dober film.
Nikoli se pa to ne zgodi čez noč. Tukaj v zadju je 50 ljudi, ki pa tem sodelovali. Pri nas moramo vedno omeniti to našo Majo, ki je več kot pol leta skrbela za to, da smo dobili razne pravice za vse te posnetke pa določene stvari. Ja, Zoran je imel ogromno stvari, ampak ogromno stvari z arhivov, pa treba se to urediti. Tako vzadje je ena grupa ljudi, ki se jih moramo vsem zahvaliti, so vsi v špic napisali, upam, da smo koga pozabili, ki v bistvu sestavil ta ogromen motor po mašinerijo, da pol v bistvu nastane film, ki si ga lahko v tem času gledate. Hvala. Gospod Predin, kako pa je bilo za vas se tako razgaliti? Najbolj sem se razgalil, ko sem vam odprl srce. Da ste videli, kako izgleda moje srce. Videli ste tudi tistega, ki mi je prst bolil na noge. Jaz sem dobil ta posnetek, k sreči so kirurgi takšne tiči. Najprej je Barbari poklonil v Špiritu te zaklopke. Aortna zaklopka zgleda tako kot tisti košček govedine, ko ga psu vržeš, veš, ko delaš golaš, nekaj takega. No, to je dal Špirit, Barbara je to zgroženo prinesla domov. In kaj nas zdaj s tem? Pa sem rekel, nič, jaz bom vzel to ven, bom dal na pol, pa bom dal plastificirati, pa ti bom uhane napraviti. Pa njih delam je uhano, tako da to še vedno tam nekje na omari ždi in pa video. In si dam noter video in vidim, da tam poslušajo muziko, nekaj se pogovarja, ti kdaj boš ti zadal zimske gume gor. In pol mi narišejo črto, pol pride tista žagica, to sem še gledal, ne? Ko so pa šravštok odnesli, pa na razen potem, to sem pa ugasnil. To je tudi zame premiera, ne? Kar se tiče razgaljenja, je bilo to dobesedno. Drugače je pa hecno, ko to živiš v prvi osebi, marsikaj ne vidiš, ne? Zdaj se pa gledaš kot gledalec, ne? Skozi zgodbe drugih in je zanimivo nekaj, kako bi rekel, nekaj novih, kot ena vrsta ogledala je vse skupaj. In tisto, kar je pač Slobodanu hvaležen, je to, da me je predstavil v vseh barvah, ne, od temnih do svetlih. Slovenija je poznala predvsem moje temne barve, v tem filmu se pa še kakšna svetla pojavi. In žal mi je, no, da ga moja mama ne more videti, ker verjetno bi bilo všeč. Za fotra sem pa tako povedal, ne, duet s Terezo Pesovjo je bil vrhunec mojega ustvarjanja. In če bi vam še povedal, kaj se je zgodilo pred nastopom, potem pa tako. Ampak tega ne morem. Hvala. Publika? Bi bil ti vprašal, komentiral? Veš kaj, vgasnemo luč, ne mislim bolj pomembni. Ona za hrano ponavlja. Veš kaj, jaz moram čestitati, res, film je boljši, kot sem mislil. In film je dober, res dober. Ampak veš kaj je zanimivo, res, jaz te poznam dobro, te poznam dobro let, pa vidim, da še zmeri ne poznam te, predvsem zato, ker jaz o tebi pripovedujem dosti štosov. Ti si moja priljubljena meta, kadar je treba zabavati ljudi. Pa tudi sicer, polno stvari govorim o tebi, niti eno od teh stvari ni v filmu. No, saj boš videl bolj, ko bomo posneli film o tebi. Resnično, zgodbe, dogodki, ki so meni pomembni, očitno so zraven tega bili še pomembnejši dogodki, ki so se zgodili.
Vem, ne. Sem pa čist kratko sam to vprašal, sem pa videl, preskočili ste pa Zdravico, ne? Preskočili smo, Zdravica je bila v daljši verziji, pa je potem se ni uvrstila naprej. Gre za to, da to, kar je nama, se zdi pomembno, mogoče nekomu tretjemu za celo zgodbo, če rečemo, da nagovarjamo regijo, seveda drugi stvari bolj. Slobodan je imel boljši pogled v to, kar je reprezentativen vzorec za nekoga, ki mu je treba neke stvari povedati. Tudi sama zgodba te Zdravice ni bila na tak način povedana, da se je vklopila v film. Tako da Štadela je bila nekako prekratka, da bi zafunkcionirala na pravi način. To smo se žal mogli odreči, pa še par nekih drugih stvari. Ampak to prepravi Mef, recimo, ko smo intervjuvali Mefa, pa mu povemo, povejte nam nekaj zanimivega in on nam pove to, kar je povedal. Tako da žal te zgodbe pol ne pridejo na planu, kot je ona v glavi. Ampak ja, dvojko bomo stavili. Če bo kdaj nastal film o skupini Lačni Franc, tam bi pa to moralo biti noter. Ali pa recimo, da midva sva bila tam. To je največji hec, ne mora biti objektivna. Nekomu povedati, ko si se nekaj imel fajn, in potem, ko priješ domov, pa se je toliko lepih stvari zgodilo, ti naenkrat ostane samo to. No, in kaj ste počeli, kak je bilo? Prijemo. Ker ne veš, kje bi začel, pa... Kaj pa, če tej publiki malo narišete, zdaj, ko se toliko pogovarjamo še v kakšni zgodbi, ki je ni, da jih še malo nagradimo, ko so pogledali cel film, so zadovoljni? Jaz ne znam risati. Ne, glej, bilo je, vse otroci so šli spat, tam je še dva, ajde. Izpadlo je recimo obnašanje, recimo izpadlo je naš koncert na Poljudu, kjer smo igrali za 70,000 ljudi, pa je to recimo največja številka, s katero bi se lahko pohvalili. In še posebej tista večerja, ki jo je priredilo predsedništva Republike Jugoslavije, v enem hotelu, kjer so bendi sedeli za svojimi mizami in Lepi sol, Plavi orkestar, Zabranjeno pušenje, Bajaga, Olivija Čorba, skratka pa Lačni Franc. In seveda so bili pa Milka Planinc, pa tisti Makedonec Koliševski. Ja, Lazar, pa glavne pa tisti tiči takratni, in večerja in za vsako mizo je stal en v beli srajci, en tak postavljen natakar. In naš bobnar pokojni, nažalost, Andrej, je bil vedno zelo radoveden človek, ki je tega natakarja vprašal, ako ovo plačaš, to mi jedemo i pijemo. On ima tako roke za hrbtom. Federacija. Pa je Pitalić, ako bih ja, recimo, popio dupli viski, ko bi to platio? Pa federacija. Dobro, ali ako bi bocu naručio za naš stol, federacija, da, federacija. Ko se je pa sklonil, pa je spraznil svoje torbo in dal tiste svoje gate pa to v mojo. Pol je vstal in je šel mrtvo hladno za šank in je 9 tistih flaš vzel dol. To so bile pa pijače, ki smo jih samo v filmih gledali, samo James Bond je pil to. Martel, pa neki viski, pa 9 flaš je spravil noter, 30 tistih nazaj.
mimo predsedništva, predstavili, da to niso. Jaz sem bil prepričan, da nas bojo aretirali, ampak onim tam je bilo vseeno, pol je pa Pintaš vzel ven eno flašo prašno, pa je tako lepo obrisal beli prt, pa je rekel kelneru, ta je pa za tebe. Da tega ni v filmu, pa bi po moje bilo zanimivo to. Še posebej bi bilo pa zanimivo posneti igrani film, da bi lahko te stvari tako naredili, pa zdaj smo že zašli drugam. Ja, takih zadev je precej in za kontinuiteto ene zgodbe, za enega povprečnega gledalca iz regije so pač te informacije, ki so ostale v filmu, bazične na ta način, da povejo. Jaz sem zelo zadovoljen bolj zgodbo v enem času, kot pa samo o moji karieri. Menim, da lahko tudi s to mislijo. Samo sekundo. Prej ste omenjali, da tukaj so besede, ki so pomembne za to regijo. Kaj so še druge verzije filma za druge regije? Ne, mogoče sem jaz napak razumela. Ne, se pravi regija kot bivša država. Sem mislila Slovenija. Ne, sem mislil, ne primorska regija ali pa dolenska, ne. Pač ta jugoslovanska komponenta, tu je Goran Vojnović je fajn napisal v oceni tega, svoj vtis o tem, da sem v bistvu en lik iz enega prostora in časa, ki več ne obstaja. In ena mlada generacija, zdaj vse tisti, ki so to gledali, tudi v Portorožu, niso vedeli o tem nič. In to je bilo potem sledil en poziv, naj se ta film uvrsti v srednješolce, v ta umetniški program, naj gre v kino, pa ga pogledajo. Recimo, na tak način je pač dosegel to komunikacijo. Moram povedati, da imamo zraven album, LP ploščo, po izboru režiserja Maksimoviča je tam tak jagodni izbor iz različnih albumov. Imamo eno majico, ki je takšna kot je plakat. In mislim, da so ene kafešalce še zraven, da prvo zdravko tam zunaj že čaka na vas. Vas ne bo pustil preden, ker je na zelo ostrim mestu, da morajo vsi takšni. Še mi. No in spodaj pa čaka, to boš pa ti povedal. Ja, ste bolj vabljeni še, da se podružimo, še spijemo, še povemo. Bi še kdo kaj vprašal, pokomentiral? Kdo bo pa to plačil? Federacija. Federacija. Imaginarno, ampak nekdo plačil. Jaz mislim, da lahko tukaj zaključimo. Hvala še enkrat vsem, hvala gostom. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.